Lepo pozdravljeni v podcastu na 24ur.com. Moje ime je Simon Vadnjal, danes pa v naši družbi Jure Henigman in Timon Šturbej, igralca filma Zbudi me. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako, ko smo tako malo jutranji, ne? Sta ob jutrih. Pol ure me pust na mir ali joga, sonce cveti? Jaz tako vstanem ob 6 vsak dan. Meni je že sred dneva. Kakšen poseben razlog pri 6? Življenje, ne vem, otroc, družina, pes, ne vem. Mislim, sej ni tako, da je skos ob 6, no, ampak zdaj zadnje čase pa res. Mogoče zdaj sem na tem postu, tako ka upam, da čim več Slovenije. Resno, na 40-dnevnem? Ja. Bravo, prvič? Ti tudi? Bravo. Ok, gremo po vrsti, prav. Ja, prvič? Prvič. In drugače ne verjamem, verjamem v neko zmernost, ampak sem rekel, ajde, da probam. In v bistvu muka, ful, je bila, zdaj pa recimo že, že kar ful veliko časa pretekal in lej, pozitivni učinki, tako se mi zdi, zjutraj vstanem, tako sem fresh. Bravo. Grem ven, sonce, toplo je že pomlad, tako da, dobro. Oprosti, sam sebe si izzval ali te je kdo? Ja, v bistvu. Sam, pa tako, a veš, ko se to začne, pa pol, pa vsi neki, pa rečeš, mislim, ponavadi si rečem, pa kaj je z vami, mislim, ne? Letos mi je bilo pa tako nekaj me je kar potegnilo, pa sem rekel, mogoče bi pa jaz tudi malo te svoje toksične navade dal na stran. Lepo, Timon? Ja, jaz tudi podobno sam sebe v bistvu. Kako ti gre? Pauze. Gre mi v redu, dobro. Kaj je največji problem? Kuzman, profesor, matematik, ki je to doučeš, je bil, mislim, da celo ambasador akcije, mi je razlagal, da v bistvu sploh ni problem pri njemu ali pa pri ljudeh, ki to počnejo. Družba, ne, ko greš na fuzbal ali pa na košarko ali pa zvečer ven, ne, podobne izkušnje. Ko si v družbi pa sediš, pa ne veš, kaj bi delal z rokami, pa na neki točki postane malo naporno mogoče. Pa ta 6. kamilični čaj pol? Tako, ne veš več, kaj bi pil, pa si tako, ok, radenska Coca-Cola, brezalkoholna piva. Na eni točki tudi tega zmanjka, ja. Ja, lahko samo malo skočim. Zadnjič sem poslušal nek podcast od NIJZ-ja, kjer sem zvedel, da je v 0,0 perih lahko po zakonu do 1,2% alkohola, kar se mi zdi šokantno. In se pravi, če ti spiješ 3-4 brezalkoholne pere, kada bi dregnil enega ta pravga, ne? To se mi ne zdi v redu, ker v bistvu zdaj mi, ki ne pijemo, ti spiješ recimo 3-krat več perov, kot bi običajno, ne? Le zakaj? Pismo, ja. Je Je treba brati deklaracije in drobni tisk, hočeš reči, ne? In to z unim povečevalnim. Ne vem, pa saj ne vem, nisem preveril, ali to piše na flaši ali ne, ampak ja. Mogoče pa, kamilce, ali čaj. Tako da otroc ne pit brezalkoholnih perov. Se strinjam. Absolutno. Danes se družimo zaradi novega slovenskega celovečerca Zbudi me. Dajmo začeti za ogrevanje samo s par besedami, bom potegnil kar iz scenarija, iz dialogov. Muslič, Čefur, pa bojijo se nas. Kako bi povzela iz teh 3-4 besed rdečo nit zgodbe? Zgodba se naslaja na pač ksenofobijo. Se mi zdi, da pri nas je dost poznana tema, ne. Zdaj režiser in tudi ko scenarist je začel razmišljati o scenariju tam leta 2015, ko se je začela ta prva migrantska kriza in je pač stvar okrog teme točno to, Muslič, Čefur, Slovenc, ti nisi naš, ti ne spadaš, Raus. Sovražno zrače takrat, ki je bilo sploh na spletu in v medijih, a ne. Še dobro, da je danes ful drugače, ne. Sem lih to hotel reči, Timo, se ti zdi, da je to preteklih treba uporabljati ali kar permanentna stvar? Mislim, da je to kar permanentna stvar, je pa spet stvar okolja. Zdaj lahko se ti gibaš v enem mehurčku, kjer so ljudje zelo tolerantni, imajo dosti razumevanja, potem pa greš 20 kilometrov naprej,
pa srečaš popolnoma drugačno sliko. Ali pa celo v istem bloku, v isti hiši, popolnoma diametralno nasprotno stališče, odnos. Ne? Recimo, lahko tudi v enakem stanovanju. Ja. Meni se zdi, da je še slabš. Mislim pa ne sam s ksenofobijo. Meni se zdi, da tudi v ta duh časa trenutno, da pač v bistvu skozi nazaj hodimo. Mislim, namesto da bi šli naprej, namesto da bi bili skozi bolj tolerantni, namesto da bi se odprli, pač vse se globalizira, da bi pač razumeli stiske ljudi, zakaj prihajajo, v bistvu se skozi bolj zapiramo, vidimo pač desne politike imajo vse več in več moči in mislim, da je film danes še bolj aktualen, kot je bil takrat, ko si ga je režiser zamislil. V kakšnem okolju sta odraščala? Timon, ti v Mariboru, kdaj si prvič zavohal kot mulc ksenofobijo ali pa vsaj nacionalizem? Ksenofobije na ta način v bistvu ni bilo, vsaj v moji družbi ne, pa tudi mislim, da ne v širšem okolju. Ne vem točno, zakaj je tako, mogoče Maribor kot eno postindustrijsko mesto. Nekako ni bilo teh razlik čutiti sploh, no. Niti, mislim, noben se ni ukvarjal s tem, kakšen prijemek imaš, kako govoriš. Zdaj nacionalizma pa je seveda tudi bilo nekaj, ja. Mogoče v srednji šoli takrat, da sem se nekako začel sploh srečevati s tem konceptom. Ali pa da sem zapazil, recimo, v bližnjem okolju. Jure, pretep, Ribnica? Ja, Ribnica. Zdaj mi da se tudi imamo kar generacijski gap, ne? Tako da jaz sem v bistvu hodil v šolo glih v cajtu te naše jugovojne in se spomnim, da takrat smo tudi v Ribnici smo, kar veliko otrok je prišlo, pač iz Hrvaške, Bosne, Srbije. Kot begunci, ne? Kot begunci. Vsak razred smo dobili tako par teh otrok. In kakor se spomnim, itak je zmer otroci so, mislim, pač si zelo direkten, kad si otrok in ni tako, da smo zdaj vse sprijeli tako, pridite, ampak v resnici smo se dosti hitro navadili, tudi oni so nekako, pač jezik je bil ta ovira, ne, vse nisem več una generacija, ki smo si govorili srbo-hrvaško, ne, ampak se mi zdi, da so se tako nekako vklopili in da je bila ta stopnja solidarnosti pa razumevanja do teh otrok večja, drugačna, kot je danes. Ker zdaj imamo otroke, ki so tudi v šoli, pa so tudi dobili, ne vem, sošolce iz Ukrajine, pa tako, ali pa ne vem, kdo ima mogoče že odprej, ima potomce iz Rusije in je ful velik teh pritiskov, tega bullyinga, kar se tega tiče, tako v bistvu grdo. Ja. Mislim, veliko se to dogaja. Če se spomnimo tistega primera 6 dijakov v Kranju, se pravi otrok v bistvu, mladoletni so bili migranti, ki jih niso hoteli sprejeti, takrat mislim, da se je cela ta skupnost uprla. Kar grozno. V zanimivi vlogi sta v filmu brata, Jure, ti pravzaprav Timonu neke vrste vzornik, starejši brat, ne? Kako sta se našla pravzaprav v tem? No, tako da moramo pa še to pojasniti. Timon, ti si Jure v filmu, Jure, ti si pa Rok v filmu, ja. Ja, tako. Dobro, super. Generacijska razlika je ta prava, da zato, da sta lahko čisto normalno res brata. Ja, mislim, da smo pol, ki so zakastali, ki so naju zakastali, da se je pol tudi, ker smo imeli zelo veliko časa, zaradi covida, pa takrat je bila še blokada filmskih sredstev, tako da so te vaje, smo imeli kar veliko časa za vaje, tako da smo lahko recimo to predzgodbo najno tako proper prilagodili, tudi glede na to, koliko so razlike, pa vse te stvari. Oprosti, Jure, ti imaš podlago v resničnem življenju za to, kako je biti starejši brat. Odraščal si v družini s 4 otroki, ti si bil ta starejši brat, ne? Ja. Pa še eno sestro ste imeli, bratje, ne? Tako. Se pravi, ta mentorski, jaz sem ta glavn, ubogite me, jaz bom tlele zdaj vodu, to ti je znano. Ja, verjeten. Mislim, pač ne poznam nič drugega, ne? Nikoli nisem imel starejšega brata, tako da nikoli tudi, recimo vem, da moja hči si ful želi, da bi imela starejšo sestro. Ne? Jaz
si nikoli nisem želel, da bi imel starejšega brata. Meni je bilo. Ampak sem imel recimo bratranca, ki je 4 leta starejši, pa sem velik, imel sem, tako da je za filov to vrzel nekoga starejšega, ki priješ do njega, pa ne vem, ima že neke igrce, pa ti gledaš, pa tako hočeš v bistvu biti tako kot on. Tako da imam to figuro sem imel v življenju. No. Kar se pa tiče družine, sem pa ja. Tako da ja, ne vem, mi je naravno nekako mogoče bolj biti vodja. Kaj je bila frka, so poklicali Jureta, da je reš to, mi teži, da je to zrihti. Pa bilo je, veš, da je bilo par situacij. Vem, da sem enkrat, ampak to je bilo ful malkrat, ker se mi zdi, da smo taka familija, da noben ne reče tako za tako pomoč, ampak mi je pa sestra imela enkrat težave, ne vem, ta mene 3., 4. razred, da en teži. Pa sem ga spravil v red. Vprost, ti si pa tudi starejši brat, ne? V resničnem življenju. Kako se pa ti znajde v tej vlogi, ta starejšega, veš, ta unga tam, bolj zrelga, bolj izkušenega? Ma ne vem, kako sem se znajdel, pač znajdeš se v tej vlogi. Si kdaj reševal kakšne situacije? Situacije nisem nikoli reševal, takšnih tudi živeli smo v bistvu ločeno, tako da mogoče sem bil tudi na ta način malo premalo prisoten, da bi lahko na ta način interveniral, tudi če bi si želel. V redu, ne vem, z bratom imava ful lep odnos. Mal manj lep odnos, ne, pravzaprav odigrata v filmu Zbudi me, gre pravzaprav za odnos dveh bratov, odtujenih, v takem zelo toksičnem okolju, z odsotnim očetom, v bistvu pokojnim očetom, no, mama z boleznijo, Jesenice, delavsko okolje. Tak res film ste zastavili, da je težka zgodba, ne? Tako da, na kakšna čustva računata, da jih bosta probala z ostalo seveda igralsko ekipo iz gledalcev v kinih vam potegniti? Pa ja, jaz mislim, da skozi z večjo distanco, mislim več časa, ki je minilo od tega snemanja, bolj se mi zdi, da je kakorkoli je film, da govori o težkih temah, ne, ampak pa v bistvu čist da na hitro, čist malo se dotakne. Se pravi, to je nek fant, ki se zbudi iz kome. Zato zbudi me, ne? Zato zbudi me, mogoče, ja. Njegova punca je zraven, ki jo igra Živa Selan, in on se nje ne spomni. Se pravi, ima tako delno amnezijo, ne spomni se enega dela svojega življenja, ne spomni se, da se je v bistvu iz Jesenic preselil na Bled in spomni se sam Jesenic in hoče od nje, da ga pele domov, tega, kar se spomni, in prije spet domov, na kar on počas rekonstruira svoje življenje za nazaj. Se pravi, zakaj se je sploh odselil, v bistvu je na nek način skoraj malo pobegnil iz teh Jesenic. Kaj sem hotel povedati? Zgodbo in potem na novo odkrije svojo preteklost. Tako, na novo odkrije svojo preteklost. Pač brat, ne, ki ga pa Timon igra, pa ostane tam s to mamo, in seveda on pa prevzema to preteklost njegovo. Zdaj, če se on skuša, se pravi Rok, distancirati od te svoje preteklosti ali pa čuti nek sram do tega, ga pa Jure zelo idealizira kot starejšega brata in si želi iti po njegovih stopinjah. Sta gledala film Generacija X z Edwardom Nortonom? Ja. Mičkem podoben, ne? Zelo podobno, mislim. Ja. Ta toksičnost pravzaprav, ne? Zgledovati se po starejšemu bratu, ki ga je kar zabluzil, ne? To ugotovil, ampak kljub temu, da se spreminja, želi iti na boljš, ne, mlajšega brata vleče v brezno, ne? Ja, mislim, tam je ta odnos v bistvu, kakorkoli je film pač drugačen, mogoče bolj ekspliciten, kar se nasilja tiče, ampak ta odnos med bratoma je pa res podoben, ne, s tem, da on je pač, Edward Norton je tam totalno radikaliziran v enem momentu, pa se mu pa naredi switch, ne. Mislim, brez neke amnezije, mi imamo zato tle sredstvo te amnezije, ne. On ima pa zapor, ne, če se ne motim. On ima tudi to, ja, čeprav, ne, a misliš Edward Norton, ne? Ja, on ima zapor. Tam je switch, klika, ne. In ko pride nazaj, v bistvu
to je zelo podobno, ne more verjeti, kaj se Kaj je dogaja bilo? tam mamu in ne more ga prepričati, ta mal, pa v bistvu, ko ga gleda, ne, si pa misli, kjer pusi si ti, kva si s tabo zgodila. Ne. Si mi vzel besede z jezika točno tako, ne? Pravzaprav starejšega brata za slabiče začne dojemati. Ne? Nora zgodba. Koliko osebno sta imela med odraščanjem stika z nasiljem? Fizično nasilje, psihično nasilje, tega je tudi kar nekaj v filmu. Ja, jaz mislim, da je to prisotno povsod. Imamo stik že dosti hitro. V bistvu, če se spomnim, že v samem vrtcu smo se med temi pavzami fantje ful pretepali, pa so šivali glave. V osnovni šoli, v srednji šoli mogoče manj, ne vem, tudi mogoče nasilje se stopnjuje do te mere, da rata bolj resno in tudi zaradi tega ima bolj resne posledice. Ampak ja, če ne drugega, že vsaj psihično nasilje, no, ki ga pa tudi ni zanemariti, je prisotno. Tvoje izkušnje, Jure? Jaz sem zelo nekonflikten človek. Včasih kar preveč nekonflikten, tako da res ne maram že od zmeri sem se raj izognil. Mogoče mi tudi malo pomagal, da mi je bilo malo lažje, ker sem bil zmer kar tako velik. Tako da v bistvu to v resnici pol ugotoviš, da ti v bistvu ta vizualna podoba ti pomaga, da se kdaj lahko izogneš nasilju, zato ker se kdo premisli, da bi te vžgal, ker si mislil, kao pa pol. Tako da v bistvu, ja, ampak te druge vrste, to neko psihično, to medvrstniško, te neki čudni, ki si v odraščanju, čudni egotripi, pa dobro, rokomet sem treniral, ki je kar precej nasilen šport, ne? Ampak to je nekaj drugega, to je pač šport, ne? Kjer pač dobiš udarc, ampak veš zakaj, ne? Je čist drugo, če ti dobiš udarc, da te nekdo hoče udariti, poškodovati, je čist nekaj drugega, kaj da je v žaru neke športne borbe. Pa na koncu greš z nasprotniki lahko tudi na piva, ne? Ja. Magar brez alkohola. Ja, čeprav sem treniral, še ko sem bil v osnovni šoli. Ok, aha. Sok smetano. V redu. Te teme mogoče se ti kar pogosto ponavljajo, ne? Že kot gospod profesor, ne, veva, da ste tam reševali situacije realne, probleme najstnikov, ne, med odraščanjem, tudi nasilje, tudi psihično nasilje, ne. Se mi zdi, da imaš pogosto ta motiv v scenarijih. Ponavadi to, kar delamo, ne, da pač sprav nek svet, v katerem živimo, ga mi nekako transformiramo, transponiramo v te neke medije, s katerimi se ukvarjamo, tako da v bistvu je to del nas, to je vse okrog nas, ne, in žal, ja, tudi pride v to fikcijo, ki jo igramo. Ampak hvala Bogu, da se mi zdi, da in ta film in tudi ta dotična serija, da naslavlja ta prave probleme, no, ki so meni osebno pomembni in se mi zdi, da je prav, da se o njih govori, pa da se tudi razpucajo. Če gremo malo na gledališče, ni vse samo v filmih, serijah. Timon, kako se je ta nov znašel v drami? Super, smo ga zelo veseli. Malo nenavadno v bistvu, ne, tako, 14 let si bil v MGL-u, seveda član ansambla, pa v dramo menjati, kaj pa jaz vem, no, si se težko znašel biti ta nov, ali niti ne, ste poznate, domnevam, da ekipa in tako. Ja, mislim, itak, da je sprememba, ampak sem že večkrat povedal, pač to je res minimalna sprememba, kar je lahko narediš. Toliko časa sem že nekako, toliko smo mehni, toliko časa smo že v tem, da itak se poznamo. Pač je drugače, so neke druge dinamike, ampak ne vem, meni je super, no. Tako da tudi ful lepo so me sprejeli in pač tako, kar bi si najboljš možen lahko zamislil. Ko sem šel malo študirati za nazaj, kaj vaju še veže? Berlin, ne? Ja. Oba sta bila shooting star, ne? Ta mlada, perspektivna. Ti na zadnje 2 leti nazaj, če se ne motim, Timon. 2 leti nazaj. Kje so zdaj ti milijoni? Kdaj boš James Bond in vse te stvari? Ja, naslednji mesec začnemo. Prosim, kar nadaljuj. Ja, ne gre čisto tako, ko si ljudje predstavljajo. V bistvu je tudi ful odvisno od tega, s
kakšne države prihajaš, oziroma koliko ima ta država močno filmsko produkcijo, ker dosta stvari tudi bazira na koprodukcijah. Koliko te lahko pušajo v to smer in pa tudi koliko si zanimiv, se pravi, za tuji trg, po narodnosti, izgledu, tako naprej. Ampak čeprav razumem, to je v bistvu neke vrste priprto okno, odprta vrata na mednarodno sceno, a ne? Ja, naj bi bilo. Lahko tudi, mislim, predvsem spoznaš casting agente, se pravi ljudi, ki zbirajo igralce za vloge, vsaj v prvem in drugem krogu, in te dajo v svojo bazo podatkov in potem pošiljajo audicije preko agenta. Pa si pridn to, se udeležuješ, si zagrabil stvar? To je že tako, da se vse snema, vse ta prvi krog. Ne vem, zakaj se meni to dogaja v studiu, ampak nekaj je padlo, v redu je, Jure, jaz cel, vse v redu. Jure razbija. Prosti, Timon, to nismo za nalaž naštimal, kar izvoli naprej. Ja, da je tam že tako, da se dosti snema to doma. Vse ta prvi krog v bistvu... Oprosti, kaj to pomeni, da selfie obrneš, posnameš video? Reče se self-tape. Najboljše, če si postaviš stojalo. Tako kot influencerji pa to. Ja, tako kot influencerji, ja. Danes se že to dela vse s telefoni, zato ker so kamere... Samo ne boš imeti belo steno za sabo, ne? Belo ali pa sivo, ja. Ok, ali pa blurred, kot na zoomih med korono, veš? To. Ok, prav? Zdaj so ti telefoni že tako te kamere toliko dobre, da je boljše, kot pa s kamero v kamero. In rabiš nekoga tudi, da ti replike meče, no. To je pa to, pa posnameš, pa pošleš, potem je mogoče še en krog, tretji krog preko Zooma, ali pa mogoče v živo. Traja, ja. Potem pa še končni izbor, pri katerem tudi sodeluje produkcija, pa gledajo tudi, koliko pašejo ljudje skupaj po izgledu, kakšno energijo imajo skupaj, koliko so kompatibilni. Pa v kakšne vloga te verjetno vidijo, ne? Marko Mandićev so ga kar porucali, ne? Tudi isto berlinski shooting star, tako? Isto. Ja, tudi več je tega typecasta, ne, se pravi, da... Na to ciljam, ja. Predvsem po izgledu dajo v določeno vlogo. Mogoče po naglasih in tako, ne, kam bi te dali v kjero skupino, ne? Ja, naglas, izgled, tako. Ok, Jure, kam si ti pasal, oziroma nisi po Berlinu, seveda, zdaj govorim. Mislim, drugače je ful je bila dragocena izkušnja, zato ker vidiš pač nekako ful od blizu, kako ta biznis poteka v resnici. To je... Zelo velik je tle v resnici od nekih vezan na neka naključja, na neke sreče. To je v bistvu biznis tega minglanja tam in tam v Berlinu res vidiš, koliko je pomemben, ne vem, da ti greš na zabavo, da tam se z nekom zaklepetaš, ker pol reče on, pač te vidi, ti si pa zanimiv, pa čakaj, tam se glih enega poznanka neki delajo, pa mogoče, mislim, to dejansko tako poteka, ne. Mislim, sej pol ja, zdaj, ko smo vsak doma, pa to je pač dobro, da naveziš te stike, tako kot je Timon rekel, pol pač delaš te audicije, ampak v resnici gre za prvi, ko te nekdo vidi, se pravi, za prvi par sekund, ali nekomu neki cukne, ali ja, ali ne. To, kako ti igraš, kakšen igralci, se mi zdi, da vse nekako pol sledi, da pol ti lahko, ko priješ v nek ta džir, pa dobiš priložnost, da pol v bistvu lahko to dokažeš, no. Ali, mislim, ful je povezan z nekimi naključji, pa tudi srečo, se mi zdi, no. Loterija. Loterija, res. Pa v bistvu moraš biti pa available, se pravi, moraš biti na voljo, a ne, to je najbolj pomembno, če nisi, te ne bojo poklicali, se pravi, če si tle ful upet v ta prostor, da si zaseden, da nimaš ti zdaj, ne vem, za kakšen večji projekt, da ne možeš biti, ne vem, 3 mesece njim na voljo, kadarkoli hočejo, bojo rekel, ok, pa pač ne bo šlo. To so prioritete za njih, ne? Pač stvar izbire, a se greš ali ne? Pač oni, ti si mali kolešček, ponavad tako prideš not, ne, mislim, težko priješ not kot nek lead zdaj, da boš tam kar v glavno vlogo pičil, razen če je res nekaj posebenega, ampak si nek mali kolešček, ki pride not in ne morajo se oni
prilagajati temu, ali pa ni tako mogoče, kaj je bilo včasih, ko je bil kdo res ful dober, pa so rekli, njega mi s tem pripelj, danes bojo pač, če je nekdo bližje, pa cenejš, bo rekli, da je raš njega, ker pač je lažje. Mislim, ni tako romantično, no, v bistvu to. Ravno to sem vaju hotel vprašati, zdaj, ki že res dobro poznata, do v bistvu ta poklic. Če bi sebe pri 17 srečala, ko sta bila mulca, pa razmišljala o neki gledališče igre, pa to... Kaj bi si rekla en drugemu? Dobro razmislila, da bi ti bil za to ali ne. A veš, kako pristopiti, če vaju slučajno bo kdo kdaj vprašal za nasvet? A bi jaz bil za to, kaj ti misliš? Kak je to svet igre? Serij, filmov, gledališča. Bodta odkrita, prosim. Je zanimiv svet, je pa lahko tudi ful krivičen, lahko je tudi ful naporen. Tako da mislim, da bi rekel, da si moraš res želeti. Jaz bi pač svetoval full simple, da moraš probati, se pravi, da se spraviš, če si še v srednji šoli, da se spraviš ali na neki impro, ali neko dramsko skupino, ali neki. In če ti je dobro biti na odru, če ti je dobro pač to delati, da te ljudje gledajo in da v bistvu, to se mi zdi prvi pogoj, da pri tem res uživaš. Ker če ne, bo sam še slabš. Ker če ti je ful dober, je lahko zelo težko. Ne? Mislim, to je res ful lep poklic, ampak je pač res moraš tako nekako te more poklicati. No? Tako se mi zdi, da je to res poklic v tem smislu, da če imaš napačne motive, se pravi, da ti hočeš to delati zato, da pri nas itak ne imeti motivov, da boš imel denar, ker to ni poklic, ki bi prinašal ful denarja, ali za neko slavo pa prepoznavnostjo se mi zdi, da to so ful napačni motivi, da pol tudi ne boš na ta način uspešen v poklicu, ker ga boš iz napačnih vzgibov delal, se pravi, ne vem, nekaj te more vleči, nekaj te more zanimati na ljudeh, na družbi, na psihologija, recimo to, nekaj od tega te more vleči, plus da se dobro počutiš na odru. To so nekako temelji za mladega človeka, da se mi zdi, da gre nekako se spustiti. Tudi veliko terja od tebe. Ogromno moraš žrtvovati od časa, družine. To so ti teni specifični urniki. Ja, je mogoče tudi za vso ljudi težje. Se pravi, v bistvu, zdaj, ko sem vaju poslušal, vse obratno kot pa Slash igra ob meni in jaz sem v Kena oblečen in sem na Oskarjih na rdeči preprogi in vsi me obožujejo. Mogoče, če si to želiš, morda ni čista prav motiv. Jaz mislim, da moraš kar fajn se imeti pa uživati, da narediš tak performance na Oskarjih. Mislim, pazi, Ryan Gosling, mislim, meni je on totalno hud igralec, tako sem fan že od zmeri, ampak ti imaš tam uni Dolby dvorani, sprav ti imaš svetovno smetano, vsi najboljši igralci, igralke pač so tam, a ne? In ti moraš pač res imeti jajca, da narediš tak performance. Ne, se smo vsi uživali, ko smo to gledali. Noro, sam hočem reči, da mogoče pa, če greš pa v igralstvo, samo zaradi tega, da boš enkrat takole, ne, mogoče ni čisto realno, sam to sem. Mislim, da je Herga v predstavi za kulise prvakov, da reče, eni pridejo na oder na psihoterapijo, drugi pa na rampo. Lepa. Dajte povabiti gledalce v kino pogledati Zbudi me. Zakaj? Dragi gledalci, vem, da obstaja nek ta še zmerno nek ta čudna bremza pred slovenskimi filmi, ampak dobro, mislim, da smo tudi dokazali, da imamo radi slovenske filme in da jih radi gledamo. In jaz mislim, da čeprav ni to zdaj neki ful komedija, se ta film ful splača videti, ker konc koncev je v bistvu to najboljši film bil na festivalu. 5 vesen ste dobili. 5 vesen, tako da to ni hec. Pač kakorkoli zdaj jaz mislim o njem, dajte mu priložnost, pejte ga pogledati, pa ne vem,
cukite mi, povejte mi, vršite mi paradajz v glavo, kakorkoli, izraste svoje mnenje. Ja, mislim, da je zelo močen film. Pridite ga gledati, če ne druga, že sam zaradi Jureta, ki je v njem res izjemen. Timon, kaj si tako skromen? Da Samo ti že res. prleščino se učil, ne? To so Vladu, zdaj se mogo še gorenščine, ne? Kaj se je na Jesenicah dogaja, Pa Ljubljanščina, ne? normalno, ja. Vse to. Kako že? Ti tako skozi govoriš Skr v nekaj, tujem ja, jeziku. govorim, v bistvu, nikoli nisem sproščen, stari. Upam, da sta bila kles sporočena. Hvala, da sta prišla na obisk v studio Popcasta. Tako kot je Jure rekel, ne, napišite kakšen komentar, kakšno pohvalo, mogoče kakšno kritiko. Pejte v kino, gledati slovenske filme, za začetek zbudi me. Pa hvala lepa, se gledamo še naprej in poslušamo o Popcastih. Nasvidenje.